Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Danes bomo govorili o držah, ki so zelo pomembne. Še posebej so pomembne zame. To so 3 navade, ki so zares vplivale na moje življenje. Drža izvrstnosti, drža odličnosti in drža odgovornosti. Torej, da nisem povprečna oseba, ampak vse odličnosti. Drža odgovornosti pomeni, da smo odgovorni za svoja dejanja in ne krivimo za vsako napačno stvar koga drugega. Potem je tudi drža plemenitosti. Torej, napotimo se k odličnosti. V pismu Filipljanom 1. poglavje 10. vrstica. Apostol Pavel pravi: Hvala Bogu, da lahko danes dobro vidim. Zjutraj sem bila zaskrbljena, kaj je narobe z mano. Da bi se zagotovo naučili čutiti in spoštovati, kar je življenjskega pomena. To pomeni, kar je zares pomembno, in boste tako spoštovali, kar je popolno in ima resnično ceno, tako da boste spoznali vzvišeno in najboljše ter dojeli moralne razlike. Le tako boste neomadeževani, čisti, nezmotljivi, brez graje, tako da lahko z odkritim, stanovitim in neomadeževanim srcem pristopite ob Kristusovem dnevu. Ne tako, da bi se spotikali ali bi se drugi ob vas spotikali. Pavel je rekel, veste, v resnici precej zanimiva stvar, kako je Pavel molil za kristjane. Kajti ni mogoče najti niti enega mesta, kjer bi Pavel molil, da bi njihovi problemi izginili. Veste kaj, da ne morem najti niti enega takega mesta. On je molil, da bi se utrdili z dobro držo, da bi se naučili razumeti Božjo ljubezen in bi bili zares ukoreninjeni globoko v tej ljubezni. On je molil za takšne stvari. On je molil za osebnostne značilnosti, da bodo vedeli, kaj je odličnost in bodo vedno izbrali boljšo stvar, da bodo vedno izbrali odličnejšo izmed možnosti. Veste, da skoraj da vsakeč v življenju imate 2 poti, kamor lahko greste. Delate lahko prave stvari ali napačne, vendar tudi zdaj, ko se odločite za pravo stvar, obstaja še boljši način, kako napravite pravo stvar. Lahko jo napravite odlično ali pa le izpolnite pravo stvar, tako da komaj storite to, kar morate. Verjamem, da Bog želi, da stremimo k popolnosti. Morda ste se komaj rešili napačnih stvari in ste začeli izbrati nekaj dobrih, pravih odločitev, ampak ko sva z Davidom začela duhovno službo, kot je sedaj, imam navado reči na način, kot je sedaj, ker sem učila Sveto pismo prej 5 let doma in zatem sem še 5 let delala za nekoga drugega. Tako imamo sedaj to duhovno službo 25 let. Bog je položil nekaj stvari v moje srce, ko sem začela. Bog je rekel, če storiš to stvar, bom imel možnost, da te blagoslovim. Mi vemo, da vse, kar prihaja k nam od Boga, da si mi tega ne zaslužimo, vendar ko nam Bog naroči nekaj storiti, ga moramo ubogati, da usposobimo to polnost naklonjenosti v našem življenju. Rekel mi je, vse, kar delaš, delaj z odličnostjo. Tako sva že v samem začetku duhovne službe čutila, kot da imava poslanstvo od Boga, da vse, kar delava, storiva odlično in najboljše izmed naših zmožnosti, tako da bova izvrstna. To ne pomeni popolne osebnosti. To ne pomeni perfekcionizma. To čisto preprosto pomeni, da vzamete to, kar imate in naredite najboljše, kar zmorete. Vsakdo izmed vas je lahko v svojem početju izvrsten, ni važno, kakšno stopnjo duhovne zrelosti imate. Če ste bili v duhu rojeni pred 1 letom ali če ste bili ponovno rojeni pred 30 leti, je lahko tisti, ki je bil prerojen pred 1 letom, prav tako odličen v Božjih očeh kot tisti, ki ima 30 let izkustva z Bogom. Kajti če vzamete 1 leto znanja, ki ga imate, in delate najboljše, kar zmorete in uporabite najboljše zmožnosti za to, kjer ste prav sedaj, ter služite Bogu z vsem srcem, potem vas bo Bog smatral za prav tako odlično osebnost, ki ima več časa za še več sprememb. Prav tako je zelo pomembno, da imamo dobro vest, da delamo najboljše, kar lahko. Mi nismo popolni, naredimo napake. Vendar da Bogu dajemo svoje najboljše. Koliko izmed vas se zaveda, da Bog nam daje najboljše? Mi služimo izvrstnemu Bogu, čudovitemu Bogu, ki vse obilno prekaša nad in on stran.
Torej, apostol Pavel moli, da bi se ljudje naučili izbirati in spoštovati, kar je izvrstno, in to je tudi moja molitev danes za vas. Ko tole slišite, boste prepričani v svojo obsodbo, vendar ne boste sojeni. Prepričani boste, da so nekatera področja vašega življenja, kjer lahko dosežete veliko višjo stopnjo in predstavljate Boga v boljši luči. Brez truda smo lahko povprečni. Lahko se vlačimo skozi svoje življenje, ne da bi napravili resnično razliko ali da bi pustili za seboj kakšno zapuščino. Hočem, da veste, da ko me je Bog pripeljal v njegovo prisotnost, želim tudi nekaj zapustiti. Nočem samo životariti in biti samo odjemalka. Nočem samo živeti na svetu 70-80 let in potem izgineti. Hočem pustiti zapuščino. Mi se lahko vadimo v odličnosti v vsem, kar mislimo, rečemo ali storimo. Odličnost je to, da smo pripravljeni prehoditi dodaten kilometer. Odličnost je v tem, da naredimo malo več, kot bi zares morali storiti. To še ni popolnost. Edward Bliss je rekel, slediti odličnosti je nekaj, kar te zadovolji in je zdravo, slediti popolnosti pa je jalovo, nevrotično početje in neverjetno razsipavanje časa. Všeč mi je to. Vidite, ko poskušate biti popolni, boste v resnici ves čas zafrustrirani, kajti Jezus je umrl za nepopolne ljudi. Resnica je verjetno tudi ta, da bo pustil vedno nekoliko nepopolnosti v nas, kajti če ne bi imeli, potem bi si mislili, da Boga ne potrebujemo. On pa želi, da ga mi potrebujemo. Hvala Bogu, da ga bomo vedno potrebovali. 2. Petrovo pismo, 1. poglavje, 3. vrstica. Pravzaprav nas Sveto pismo vedno uči, da smo poklicani k odličnosti. Njegova božanska moč nam je podarila vse stvari, ki so potrebne in primerne za življenje in pobožnost preko spoznanja tistega, ki nas je poklical v svojo slavo in odličnost. Svojo slavo in odličnost. Ponovite za mano, poklican sem k odličnosti. Recite še enkrat, poklican sem k odličnosti. Ne v nekaj povprečnega, ne v nekaj mlačnega, ne razpuščenega ali lenega, ampak nekaj odličnega. Sedaj še enkrat ponovite, poklican sem k odličnosti. Dobro, veste, zakaj je to tako pomembno? Mi smo predstavniki Boga, mi smo Kristusovi predstavniki na zemlji. Ko je Jezus prišel, je rekel, če vidite mene, vidite očeta. Wow! Razodel sem vam njegove lastnosti. Jezus je rekel, pokazal sem vam osebnost svojega očeta. Ljudje morajo videti Boga. Tako je Jezus prišel, prevzel človeško telo in razodel lastnosti Boga. Veste kaj? Jezus je odšel. Mi pa smo sedaj tukaj. On je poslal Svetega Duha in je rekel, za vas je bolje, da odidem. Učenci pa tega niso mogli razumeti. Veste, zakaj se ljudi bolje, da je odšel? Zato, ker je Jezus kot človek lahko bil samo na enem kraju istočasno, vendar Sveti Duh je okrog nas vseh in to ves čas. Veste, mogoče bi morali potovati po celem svetu, da bi imeli zares vpliv, kakor delam jaz. Ampak tukaj smo v Tempi, na enem mestu, v eni državi, v Ameriki in to na celem svetu. Dvorana je nabito polna ljudi, ki ljubijo Boga in so lačni Božje besede. Ko gledam, kako ljudje častijo Boga, je to zame ena najlepših stvari. Prav tako je čudovito gledati ljudi, ko dajejo, ko podarjajo. Rada gledam ljudi, ki dajejo, ker mislim, da je to nekaj čudovitega. Ko Bog spremeni vaše srce do te stopnje, da lahko v resnici rečete, da se veselite dajati svoj denar drugim. Mislim, kakšen bedak pa se bo veselil, ko mu kdo reče, vzel ti bom tvoj denar. Ampak to se godi vse povsod po svetu. Ko bom januarja šla v Indonezijo, se bodo na stadionu dogajale prav iste stvari. Ali ko bom šla v Indijo, kjer bo vse polno ljudi. Tudi v zaporih so ljudje, ki ljubijo Jezusa. Takšni ljudje so vse povsod. Ljudje so v Afriki, v Aziji, v vsakem mestu, v vsake državi. Vse povsod po svetu so ljudje. Ali vi veste, kaj je naša težava? Nismo še prižgali luči.
Nekateri so, zares nekateri so. Vendar moramo spodbujati več in več ljudi, da razumejo, da tudi drugi ljudje morajo videti Jezusa po vas. Ne morejo ga videti, če ga ne bodo videli preko vas. Vsakdo pravi, da si želi duhovne službe. Dobro, vi imate duhovno službo. Vse, kar morate storiti, je, da greste ven in začnete živeti življenje, ki ga morate živeti, in vsakdo izmed vas je lahko polno zaposlen misionar. Bog ne želi, da bi vsi bili na prižnici. Bog noče, da bi vsak dobil na televiziji. Bog noče, da bi vsak dobil na čelu množice, kot sem jaz. Če gledamo na splošno, Kristus pritegne večino kristjanov po drugih kristjanih v njihovem vsakodnevnem krščanskem življenju, ko živijo to, kar Bog od njih pričakuje. Če vas jaz ne naučim tega, potem sem popolnoma zgrešila v duhovni službi. Jaz moram poskušati priti do vas in vam pokazati, kako pomembno je, da ne hodite le v cerkev in nazaj domov, ter se nič ne spremeni. Da gre se le v cerkev in domov in se nič ne spremeni. Kaj pomaga, če vsak dan malo pokukate moj TV program in rečete, saj imam vse tvoje knjige in CD-je. Stvar, ki naredi razliko, je v tem, da greste ven v svet in dopustite, da sveti vaša luč. Če ste dobri do ljudi, če jih ljubite, če se ne odzivate tako kot vsi drugi, tako nas Bog kliče, da razvijemo navade, takšno držo, da vedno v vsem storimo na najboljši način, ki je možen. Mislim, da danes bolje pridigam, kot se vi odzivate. No, je že v redu. Naj vam dam majhen primer tega, o čemer vam govorim. Samo pogledajte tole besedilo. Prebirala sem tale odlomek, preden sem prišla na predavanje, in bilo je iz pisma Timoteju 1. Prvo pismo Timoteju 6:1. Fantje, če uspete to hitro najti, prosim, postavite tekst na ekran. Rada bi, da bi vsi videli. Vsi, ki ste pod jarmom suženjstva, to pomeni, če ste zaposleni, uslužbenci. Koliko vas je zaposlenih in delate za nekoga prav? Naj imajo svoje gospodarje za vredne vse časti, tako da Božje ime, tukaj sedaj pravi vzrok, tako da Božje ime in poučevanje o njem ne bo na slabem glasu ali ga ne bodo preklinjali. In to je eden način, da lahko ravnate v odličnosti. Lahko greste v službo, pa tudi, če ne marate preveč svojega šefa, ga morate imeti radi. A se tega zavedate? Ali me slišite? Zanj morate moliti. Ta odlomek pravi, da če hočete, da sveti vaša luč, potem ga ne opravljajte in ne kritizirajte in ne govorite slabo o njem z drugimi sodelavci. O, vidim, da se spogledujete. Ko sem videla to besedilo, sem si mislila, odlično, lovila sem jih. Kajti nič ni omenjeno, koliko ljudi to počne. Nekoč sem sama delala za nekoga, nisem bila mnenja, da ravna prav z mano in potem sem bla, 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 bla. Veste to, da sem govorila vsem drugim sodelavcem. Mnogi med nami so podobno čutili. Nato je Bog dovolj dolgo ravnal z mano, da sem nehala obrekovati in čenčati drugim sodelavcem. Šla sem domov in govorila Davidu, bla, bla, bla. Nato je Gospod prišel do točke, ko je končno rekel, veš, ni važno, komu govoriš. Poslušajte sedaj to. Škodljive so besede. Ti moraš moliti za to osebo in medtem, ko moliš, se zahvali, da sploh imaš delo. Mogoče ni najboljša služba, vendar veš, da ne moreš govoriti tako in tudi nikoli ne nehaš slabo govoriti. Mogoče si celo zaslužijo. Mogoče celo pravično, vendar Bog pravi, da me lahko pravilno predstaviš zunanjemu svetu, tega ne počneš. Sedaj se sprašujem, če imam kakšne ljudi, ki bi želeli kaj več v svojem življenju in bi začeli delati to, kar vam Bog naroča in ne zato, ker tako čutite ali ne čutite, ampak samo zaradi dejstva, da hočete predstaviti Boga v pravi luči zunanjemu svetu. Mi ne predstavljamo Boga, če se obnašamo kot vsi drugi. Kaj pravi Sveto pismo? Pridite ven iz množice, bodite drugačni. To ne pomeni, da se obnašate, kot da ste boljši od kogarkoli drugega ali nimate nič opraviti s tistimi, ki niso verni. To
pomeni, da se z njimi družite, vendar pa ne ravnate tako kot oni in pustite, da vidijo vzor v vašem življenju, ko se preko vas razodeva Kristus. To je zelo, zelo, zelo pomembno za vse nas. 2. Korinčanom 5:20. Mi smo Kristusovi predstavniki. To imam rada. Po nas vas kliče Bog. Mi smo Božji predstavniki in za voljo Kristusa vas prosim, da se držite Božje naklonjenosti, ki vam je sedaj na razpolago, in da se spravite z Bogom. Vi ste Kristusovi predstavniki. Razmislite o tem. Bog poskuša govoriti ljudem po vas. Vsakič, ko zapustite svojo hišo, poskuša nekoga pritegniti k sebi preko vas. Amen. Vi pa, ki to gledate po televiziji, veste, da vse to počnemo prav zaradi vas, za vse milijone ljudi, ki to gledate po televiziji. Če verujete v Jezusa Kristusa, ste njegovi osebni predstavniki. In vse, kar delate, ali ga častite in poveličujete, ali pa ga sramotite in ga ne poveličujete. Povem vam, da se je veliko stvari spremenilo v mojem življenju, ko sem prišla do razodetja, ki ga bom z vami podelila. Upam, da boste lahko sprejeli. Mi moramo nehati živeti za ljudi. In moramo nehati misliti, da če nas nihče ne gleda, potem lahko delamo karkoli, ker nima nobenega pomena. Zakaj? Zato, ker Bog neprestano gleda. On nas nikoli ne zapusti ali pozabi. On ima eno oko na nas in to ves čas. In mi se moramo naučiti, da živimo pred Bogom, pred tako imenovanim vsevidnim očesom. Ko zares začnemo vstajati vsako jutro za Kristusa in ne samo, da gremo v nedeljo v cerkev. Nočem se osredotočiti samo na to. Želim, da hodite v nedeljo v cerkev, vendar vam pravim, da to ni dovolj, če greste v nedeljo v cerkev in potem greste v svet in se obnašate kot vsi drugi. Nato pa greste drugo nedeljo spet k maši in domov. Jezus ni umrl zato, da bi mi lahko hodili v cerkev. On je umrl zato, da bi lahko imeli oseben domač odnos z Bogom po Jezusu Kristusu in bi šli v svet in bili njegovi predstavniki. Moramo se družiti med seboj, hoditi v cerkev, da smo podučeni, kako živeti. Preskočila bom še na eno stopnico, mogoče bomo zaradi tega v velikih težavah. Ampak, če obiskujete cerkev, kjer se ničesar ne učite za svoje življenje, potem morate iti še kam, kjer se lahko nekaj naučite in duhovno rastete. Mogoče bo vaša babica jezna, ali pa mama, ali teta Suzi, vendar one ne bodo odgovarjale za vas pred Bogom. Vi ne morete živeti od majhnih prigrizkov. Vi potrebujete Božjo besedo in nekdo mora z vami delati. Glej, naučiti se moramo, kako živeti. Moramo priti ven iz težav in se rešiti vse te nesnage svojega življenja. Naj nam Bog pomaga rasti in postati to, kar Bog želi, da postanemo. Amen. Henry Kissinger v svoji knjigi, ki opisuje leta v Beli hiši, napisal je zgodbo o profesorju z Harvarda, ki je razdelil naloge študentom in potem jih je pobral. Naslednji dan jih je prinesel nazaj študentom in pod eno nalogo je napisal, ali je to najboljše, kar zmoreš. Študent je razmišljal in si mislil, no dobro, verjetno ni. Potem je profesor nadaljeval, potem pojdi in še enkrat napravi nalogo, ter jo prinesi nazaj. Prišel je nazaj in mu je dal izdelek. Zopet ga je vprašal, ali je to najboljše, kar lahko storiš. V tej pripovedi se je to zgodilo kar 10-krat. Končno je študent rekel, da, to je najboljše, kar lahko storim. Profesor mu je odgovoril, prav, potem bom to prebral. Predtem ni niti prebral naloge, ker je hotel vedeti, če fant verjame, da je to najboljše, kar lahko stori, tako da ne bi napravil samo za neko oceno ali le zato, da bi napredoval letnik.
Jaz vam niti ne znam povedati, kako bo to spremenilo vaše srce in vaše življenje. Mnogi izmed vas ste verjetno že naredili to odločitev, da hočete biti izbrana osebnost. Če pa še niste in delate na tem, da hočete biti odlična osebnost, potem, veste kaj? Želim, da bi Bog bil ponosen name. A vi ne? Želim, da bi bili na zemlji ljudje, na katere je lahko ponosen. Veste, to mislim v pravem pomenu besede. Mi moramo samo storiti svoje najboljše zaradi Boga. Ne govorim o izbranih dejanjih ob dnevih, ko se moramo spokoriti za nekaj. Govorim o tem, če delate najboljše, kar lahko. Bog nas bo imel v vsakem primeru rad. Vendar mislim, da to dejstvo govori veliko o naši osebnosti in našem osebnem odnosu z Bogom. Koliko izmed vas se s tem strinja? Želim, da danes napravite odločitev, da boste odlični. Živite za Gospoda. Kološanom 3, 23 in 24 vrstica. Karkoli že delate, delate iz srca, s srcem in ne z muko. Včasih mi kaj pomešamo. Morda ste izgubili kontaktno lečo, kot jaz danes zjutraj. Najverjetno je, koliko bolje lahko sedaj vidim. Karkoli že delate, delajte iz srca, torej iz duše, kot da bi delali za Gospoda in ne za ljudi. Veste kaj, bom čisto jasna. Če sedite na delovnem mestu in počnete vaše osebne zadeve na internetu, in ko vaš šef pride naokrog, se delate tako, kot da bi delali, a si upam izreči to, kar pravzaprav hočem? Ali ni to potem nekakšna kraja in laž? No, ampak vsakdo tako dela. Ampak vi niste vsakdo. Vi ste Božji otroci. Ali hočete to, kar hoče vsakdo drug? Poglejte malo naokrog in se vprašate, če hočete to, kar imajo vsi drugi. No, če tega nočete, potem se morate naučiti živeti kot Jezus in ne kot vsi drugi. Da, danes je nekoliko tiho tukaj. Bolje je za vas, da si pridobite te 3 drže, kajti ne moremo stati tukaj ves večer. Veste, Bog me je začel učiti nekje leta 1976, ko se me je dotaknil in sem bila napolnjena Svetim Duhom. Dolgo časa sem bila predtem kristjanka, vendar sem bila mlačna, s kompromisi. Mislim, ljubila sem Gospoda in odkrito vam povem, da sem verjela, da bi v primeru smrti prišla v nebesa. Začela sem govoriti, umrla bi, če bi odšla v nebesa. Malo sem pomešala besede. Odšla bi v nebesa, če bi umrla. Zares sem verovala v Jezusa. Mislim, da vam ni potrebno delati teh stvari, o katerih govorim nocoj, da bi šli v nebesa. To vam povem, ker niste odrešeni zaradi vaše popolnosti, ampak ste odrešeni zaradi Kristusove popolnosti. Sedaj ne govorimo o odrešenju, ne govorimo o tem, da bi morali biti boljši, če želite kaj od Boga pridobiti, ali da bi vam On dal nekaj več, če tako storite. Govorimo o tem, da bodite boljši zaradi enega samega razloga in ta je, ker vi ljubite Boga in ga hočete poveličevati. To ni to, da bi od Boga nekaj pridobili, to je to, da se naučite živeti za Boga in za njegovo slavo, ter ste tako njegovi predstavniki. Ko si vsak dan pridobite to občutljivost, da je Bog z vami ves čas, da je vpleten v vsako stvar, ki jo počnete, ter si pridobite ta domači, intimni odnos z Bogom, potem se vse spremeni. Vaša krščanska hoja. Nemogoče je, da bi takšna pot postala dolgočasna. Nemogoče je, da se dolgočasite kot kristjan, ko se naučite v resnici živeti z njim in zanj in dopustite, da je On vpleten v vsako področje vašega življenja. Dajte no, poleg nedelje zjutraj dopustite še kaj. On hoče prevladati vaše celotno življenje. Bog hoče biti vpleten v vsako posamezno stvar, ki jo počnete. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.